Če razmišljam samo o imenih in na glas preberem Tayron, mi najprej pride na misel kakšen športen avto, kot pri Porscheu recimo Taycan. Ampak ni, Tayron je večji SUV, mi je pa všeč, da Volkswagen vsaj pri svojih klasičnih modelih ohranja tudi klasična imena. Pa tudi Tayron ni čisto novo ime. Za nas sicer je, v bistvu je za ves ostali svet razen za Kitajsko, kjer pa je že leta 2018 vozil avto s tem imenom. Pa zamenjuje še en model, ki ga tudi vsi zelo dobro poznamo, Tiguan Allspace. To seveda pomeni, da je večji od običajnega Tiguana, da ima večji prtljažnik in seveda možnost 3 vrst sedežev. Sem si pa zamislil zdaj eno igro, zaradi tega, ker je prišel do mene en poznavalec Volkswagenov. Jernej Damjan. Živa. Ja, zdravo. Veš, kaj me zanima? Povej. A lahko opaziš razlike med najnjima avtomobiloma? Ker zgledata zelo podobno. Ja, sem isto čisto podobno. Oba sta bela. Recimo, vidiš, tale ima tukaj kamero, unje nima, ampak to je po mojemu do opreme odvisen. Okay. Pol, če pogledava tole linijo, je ta ožja, kakor pri Tiguanu. Ja. Pa po mojem, da je pri temu tudi hauba glih malenkost višja. Je, res je. Pa tale lep R na nosku je na tonomu malo manjši. Aha, okej. Veš, kaj si še pozabil? Lučke. O, pa res drugačna oblika. Pa tole od spodi. Ja, pa je res drugače oblikovan, pa ima krom, talega nima klele, ne? No, to je spet od opreme, verjetno, ne? Verjetno. Pol, pa veš, kaj je še bok je drugačen? Ja, ta je lepši, ki je lepo slikan. Ja, to je itak, ja. Pa obrobe koles. Ja, tili, ja, Predvsej bolj okrogli na Tiguanu, kot na temule. Od zadaj lučke drugačne. Tako je. Mečken. Pa ena ful pomembna, v bistvu velika razlika. Una, ki je tebi najbolj všeč? Ja. Kaj je? Ta je večji. Večji. Pa od tega lahko spravimo 7 ljudi. Uradno, unga pa samo neuradno. Pa neuradno, ne? Ja. Kaj pa ti zdaj počneš? Mrskej. Jaz drugače sem na Smučarski zvezi pri nas odgovoren za marketing za nordijske discipline. Drugače pa ne vem, mogoče gledaš kaj Eurošport, tam pa komentiram skoke. Tako da to je tudi zelo fajn. Koliko se pa kaj z ekipo vidiš? Tekmovalci? Slišim veliko, vidim bolj malo. Vidim jih ponavadi čez zimo bolj samo na novinarskih konferencah, se pravi po kakšnih večjih uspehih, pred sezono, pred velikimi tekmami in tako naprej. Drugače smo pa kar skozi navezani. Okej. Zdaj pa, da ne boš zamešal avtov, ne? Ti povem une tvoj. Ja, okej. Ne, ampak jaz lahko namenava, meni ni panike. Bo moral nalepke prestaviti. Ma ne, se nam noben opazil. Ne bo, ne. Če bi njima pustil avto, bi res še kakšne nalepke prelepila, tako da evo, Tayron je zdaj moj in moram povedati, da je to res prostoren avto. Zame in za še 6 težkih karakterjev, kot sem sam. Poganja ga najbolj klasična možna zadeva, 2-litrski TDI s 142 kW, kar je 193 konjev. Menjalnik DSG s 7 prestavami, v glavnem nekaj, kar bo vsak voznik Volkswagena skoraj gotovo najprej iskal. Seveda pa so na voljo tudi drugi motorji, recimo 1,5 in 2-litrski bencinski TSI, pa 2 priključna hibrida z veliko baterijo. Tole bo ena od najbolj priljubljenih opcij pri opremi. Skrita vlečna kljuka. Na njo lahko priklopite kar 2500 kg težko prikolico, ko je ne potrebujete, pa je takole enostavno in elegantno skrijete spodaj. Pa prostor v prtljažniku. 850 litrov, ko sta sedeža takole pospravljena in 345 litrov, ko sta takole postavljena. V kabini pa takšni okraski okoli merilnikov in odlična sedeža pri opremi Airline. Baje se bo za takšno odločilo kar 70% kupcev Tayrona, kar pomeni, da je Volkswagen s tem paketom zadev terno, ker si vsi poleg terenskega izgleda želijo tudi malo športnega videza. Včasih bi se kar zgrozil ob kombinaciji teh dveh besed pri avtu. Športno in terensko. Ampak danes gre to očitno super skupaj. Ne pa besedna zveza športni terenec, kot nekateri še vedno pravijo takim avtom in si vedno mislim, kaj pol sploh pomeni to. Ker prevod kratice SUV, torej Sport Utility Vehicle, sploh približno ne pomeni to. Tayron je lepa dopolnitev klasične ponudbe pri Volkswagenu, ki bo očitno moral povečati novo generacijo Touarega, zato ker je že zdaj ta tako velik. Avto je prijeten in ker smo ga pravkar dobili na preizkus, bomo več z njim pripravili v naslednjih oddajah.